Kaj te je privedlo sploh do ustvarjanja kratkih filmov? Ja, težko reči. No, v nekem trenutku smo s kolegi, ki nas je že odprej zanimala ta oblika umetnosti, pa smo tudi dosti zahajali v kino in tako, dobili idejo, da bi začeli snemati, glede na to, da je vse skupaj dosti dostopno in tako. Kako začeti pravzaprav? Ja, ponavadi vsak začne tako, da si kupi eno kamero, kakršnokoli čim boljšo, kakor si lahko. Sposoba opreme je blazno draga in je, rečemo temu, nedostopna tako nekim neodvisnim ustvarjalcem, ker je recimo nek primer lahko tudi do 30.000 na dan, recimo zdaj v evrih, kaj pa jaz vem, 150 evrov na dan izposoja kamere, recimo. Tako da to je nemogoče in si sam nabiraš opremo, prijatelji, kolegi na vseh možnih koncih, veliko naredimo sami, improviziramo in tako. Kar se financiranja tiče nasploh je večinoma gre iz naših žepov, mame, očeti, bratje, babice in tako. Del tega, sploh pri tem zadnjem projektu, smo pa dobili z javnega sklada, JSKD, ki pa omogoča neke vrste sofinanciranje projektov prek društev. In smo prek nekega društva prijavili projekt in smo dobili neka sredstva, recimo pol teh sredstev nazaj. Tako da to je ena možnost. Kakšni so pa pogoji za to, da si sprejet v sofinanciranje? Ja, težko rečem. No, oni delajo neki zbor na podlagi preteklih stvari, ki si jih naredil, pa ne vem, na podlagi kakovosti projekta, ker moraš tudi poslati vnaprej od kurikuluma do neke vrste scenarija, tako da vejo, kaj boš delal in Se pravi, vi si pri svojih projektih sami lastite svoje kamere, svojimi kamerami snemate? Ja, no, večino. No, ta ne levo, ne desno smo posneli s kamero z javnega sklada, ki smo po nekem naključju pa poznanstvih prišli do tega, da so nam jo zastonj sposodili. Sposodili so nam tudi luči, kar je še mogoče malo težje dobiti kot dobro kamero. Pol smo neke stative si sposojali iz najrazličnejših koncev, tako da, ne vem, dobiš, kjer dobiš, kakor se znajdeš. Ko je film posnet, montaža, delo, produkcija, kako to poteka? Ja, zdaj je to dosti enostavno, ker vse digitalno naložiš na računalnik in zmontiraš doma. Tako da to je zdaj najbolj dostopno postalo, predvsem montaža, ker včasih je to, ko je bil trak, najbolj zakompliciran. Zdaj pa naložiš na računalnik in na najbolj enostavnem programu vse zmontiraš karkoli. Kako pa z distribucijo kratkih filmov? Ko imaš posnet kratek film, kaj lahko z njem narediš? Ja, najbolj enostavno je, recimo, obstajajo festivali kratkih filmov, teh je nepar v Sloveniji, 4, 5, mogoče 6, kamor lahko to pošleš, kjer predvsem predvajajo digitalne kopije, ker nekateri bolj resni festivali zahtevajo pol na traku in recimo to je nedosegljivo. No, tle se da pokažeš, da se v bistvu tudi spoznaš z drugimi ustvarjalci in tako. Po drugi strani pa zdaj, mislim, da dosti popularno postalo pač nalaganje teh stvari na internet, pa distribucija prek interneta. Sam to se pravzaprav ne spuščam, ker se mi ne zdi vredno. V kakšnem smislu se ti ne zdi vredno? Rečemo, da sem malo konzervativen, kar se tega tiče. Se mi zdi, da film kot tak moraš gledati vsaj na televiziji, če že ne na večjem platnu, ker je efekt čist drug. Zdaj pa, če nekdo vidi tvoj film na recimo YouTubeu na zelo majhnem ekranu, je to čist neka druga sfera užitka, ali kaj da rečem. Kaj pa igralci? Kako izberete igralce? Ja, recimo zaenkrat smo nekako kombinirali amaterje, naturške, kakšne kolege, nekoga, ki veš, da se ukvarja s tem in mu to laufa, odkriješ v kakšnem svojem prijatelju res talent, recimo. Po drugi strani smo pa malo sodelovali tudi s temi igralci z akademije, tako da smo malo kombinirali v bistvu
vse skupaj. Kakšna je pa z režiserskega vidika razlika med igralcem iz akademije in naturščkom, naravnim talentom? Ja mislim, da je pač tako, pri naturških je težje delati neke ne vem, preseke osebnosti tako v globino ali pa neke bolj zakomplicirane čustvene situacije, so pa bolj naravni, ne. Zdaj pa igralci iz akademije so pa načeloma gledališčniki in se to v vsakem primeru odseva tudi v igri, ne. Tako da jih je treba malo nazaj držati, kar se tega tiče, ne. Plus minus, ne. Pač to je kompletno drug princip igre, ne. Pri nas filmske igre ne učijo nikjer, ne, praktično. Obstaja nekaj posameznikov, ki imajo neke vrste ure igranja, ampak to vse skupaj ni institucionalizirano in ni prav šol, ne, za to. Ja, razlika je v tem, no, da predvsem pač, če si v teatru na odru, je ta prisotnost pa izražanje na kompletno drugem nivoju. Se mi zdi, da je bolj navzven, pa vsi gibi pa vse je malo pretirano, kadar se postavi v film. In obratno, ne, najbrž, če bi filmskega igralca ali pa naturška postavil na oder, bi se čisto izgubil, ne. To so kompletno dva druga principa, ne. Tvoji načrti za prihodnost? Bližnjo ali daljno? Bližnjo in daljno. Ja, bližnjo je, zdaj spet delamo nek scenarij za eno tako prijetno poletno snemanje. Daljni načrti pa, kar se tega tiče, mislim, da recimo nov vpis na akademijo, če bom sprejet, če ne pa nadaljevanje v tej smeri, ki smo do zdaj delali, pa se izpopolnjevati na najrazličnejših nivojih. Tvoji motivi za vpis na AGRFT? Ja, ja, recimo, da se vpisujem glih zaradi tega, ker je pač recimo, ne, nam je, recimo neodvisnim ali pa tako amaterjem je pravzaprav trenutno neomogočeno snemanje na kakšne bolj resne formate, se pravi na trak ali pa na kakšne resnejše digitalne formate in se mi zdi, da je AGRFT trenutno edina možnost, kjer ti oni to financirajo in omogočajo, no. Tako da ja, jaz grem pravzaprav tja zato, da bi prišel v stik s tem, da bi lahko delal na ta način in na ta način razvijal svoje zgodbe.